Marcel Rodman, predvsem z enega vidika bi vas sedaj rad povabil k temu pogovoru, z vidika, da ste med najbolj izkušenimi v reprezentanci. Takle uvod najbrž ni najbolj spodbuden, ampak kljub vsemu nismo niti še na polovici odigranih tekem. Ja, sigurno smo razočarani, saj ne vem, neke tople vode ne moramo pogruntati. Ne vem, na vseh treh tekmah smo naredili dobre stvari, seveda greš gledati nazaj, v določene detajle bi kaj drugače naredil, ampak to pač hokej tak je. Definitivno pa ne moramo biti zadovoljni s tem, kjer smo. Po drugi strani pa res, še 4 tekme imamo, res da igramo z samim velim silam, tako da bo težko, ampak ne vem, jaz mislim oziroma verjamem, da se v naši ekipi noben ne predaja. Saj, če gledamo samo naše, kako bi rekel, pa naše komentarje pred prvenstvom, vsi smo rekli, mogoče se pa da kakšnega presenetiti. In zdaj bo res treba, kjer ga presenetiti. Saj, še zmerom šanse obstajajo. No. Mi smo nekako razmišljali s temi presenečeni, da boste presenetili tiste, ki so med mesti 9 do 13. Se res da presenetiti tudi te velikane, ki pa počasi bodo razmišljali tudi o tem, kje bodo razvrščeni, s kom bodo igrali naprej in tako naprej. Ja, ne vem, težko rečem. No. Jaz mislim, da vseeno je zdaj ta svetovni hokej vsak let malo bolj izenačen. No. Ne vem, recimo Švedi so se matrali tudi na vseh 3 tekmah, ki so jih igrali. Tako da je precej bolj izenačen, kakor je bilo. Kako sem rekel, predajamo se ne. Ne vem, no, sploh ne vem, kaj ne rečem, zato ker razočarani smo vsi. Bomo pa videli, kako bo, imamo še kar nekaj tekem. Rekel je že Robert Kristan, garderoba je dobesedno isti fantje. Kako vi razmišljate, kaj je v Vojensu bilo, kar tu ni? Točki seveda. Ja, točke, zmage. Ne vem, mislim, da tam smo res dali gole takrat v ključnih trenutkah in to se je poklopilo, zdaj se pa ni. No. Ne vem, težko bi najdel sploh kakšno razliko, ker je res dejansko ni, ker tako kot smo že rekli, zastopimo se, ni nobenih problemov nikjer, damo vse od sebe, nažalost je bilo zdaj 3-krat premalo, tako da treba imeti glave gor, druge ni. Marcel, Švica, dobesedno nismo igrali Švico od takrat, ko ste vi bili še mladenič, ko so bile kvalifikacije za olimpijske igre. Ta generacija nikdar v teh 7 letih na svetovnih prvenstvih Švicari ni igrala. Vidimo pa, kaj Švicari počenjajo tu. Morda to, da so sedaj s temi 3 odigrali vrhunsko, je voda na mlin Sloveniji? Ja, res, Švica igra na tem prvenstvu neverjeten. V bistvu so v veliki meri, ne da samo, da so jih premagali, ampak tudi nadigrali te vele sile. Tako da definitivno si zaslužijo pohvale. Ne vem zdaj, če je to nam voda na mlin, ampak mogoče pa je ena šansa. Saj zmeram iščemo kakšne razloge, zakaj bi lahko imeli šanso in mogoče se res počutimo bolj, kot pa dejansko bi se lahko, tako kot se mi slabš, kot bi se lahko in mogoče je tukaj ena šansa in jaz mislim, da jutri bo še ena izenačena tekma, ne glede na to, da so oni 3 tekme dobili, premagali 3 vele sile, mi smo pa pač 3 izgubili, tako da tako kar verjetno tudi drugi fantje pravijo, mi bomo spet dali vse od sebe in verjamemo, da nekje se nam bomo obrnili. No. Saj tudi danes smo dali, tako zadnjič pa danes smo v bistvu dali tudi en tak srečen gol, ampak še zmeram nekje manjka, nekak ne rata, no. Ampak vsaka tekma se začne pri 0-0. Srečno naprej. Hvala lepa.